Wup. Analizirava digitalni pristop trampolin parka. Wup. Dober dan, dobrodošli v novi oddaji Point Out Weekly. Če si zadnjič nisi pogledal oddaje z mano in pa z Blažem, doktorjem Blažem, klikaj na tale link in si jo hitro oglej, potem pa takoj skoč v tole oddajo, v kateri bova z Nejcem govorila o novem trampolin parku v BTC-ju. No, tehnično ni čisto v BTC-ju, ampak rečemo, da je v BTC-ju nasprot Kia salona, avto salona, če se jaz ne motim, ne? Tako je, ja. Sami se pravijo, da so v BTC-ju, torej rečemo, da so. Danes bova prvič nekako, to je prvič, da imamo tak format oddaje, da greva analizo nekega case-a, dobrega primera. No, tehnično drugič. Ti se šteješ, ja. Tako da pogledala bova vse, kar oni počnejo z vidika digitalnega marketinga, od spletne strani, družbenih omrežij in pa ostalih izboljšav, ki sva jih morebiti videla, s tem bova zaključila. Tako da kaj, najbolj da kar začneva pri osnovni zadevi, to je spletna stran. Spletna stran, ja. Cool, se pravi, ko sva se ogledala njihovo spletno stran, se nama je zdela tako zelo lična, sodobno oblikovana, deluje na vseh napravah, od računalnika, tablice, mobilnega telefona. Tako, barve so meni zelo všeč, zelo dinamično, zaradi tega, ker hoče biti čim bolj barviti, tudi celostno grafično podobo so tako oblikovala, ne? Tako da stran res ful dobro deluje. Meni je bila zelo pregledna iz te uporabniške izkušnje, se pravi, karkoli me je zanimalo, sem zelo hitro našel, od tega, kakšne vaje izvajajo, kakšen je trampolin park. Ko sem rekel vaje, sem mislil te, kako se tem reče, delavnice oziroma exercise, ki jih imajo za ljudi. Ja, telovadba. Potem tudi cenikse brez problema da hitro najdeti. Tako da meni je super, bi tle ti še kaj dodal. Ja, meni je, to bi res še enkrat poudaril, mogoče bi en korak še nazaj. Nasploh celostna grafična podoba se mi zdi zelo dobra, ker so se tega res zelo dobro lotili. Tako običajno, ko začnejo podjetja, ne dajajo toliko veliko poudarka na celostno grafično podobo. To je zelo pogost pojav, se mi zdi. Ja. In reče, ok, si ta logo je zdaj v redu, bomo že pol drugega naredili. Te barve so v redu, bomo že pol se nekaj drugega spomnili. Oni so se pa tega res dobro lotili, se mi zdi zelo lično pripravljeno. In pa to mi je všeč na spletki, ker uporabljajo vice, da so neke, kako se temu reče, moderne pristope ubrali. Tudi moderno oblikovanje, moderna izbira barv, to, kar si že sam omenil. Predvsem bi tukaj naredil sporednico s tem, kaj je Spotify. On je bil zelo znan po tem, da so, ko so spremenili svojo podobo spletne strani in tako naprej, da so uporabljali to prelivanje gradienta veliko, pa teh močnih barv, kar tudi oni precej uporabljajo. Da so uporabljajo, ne? Ja, zelo mi je bilo tudi všeč, da se je glavni pozivni gumb na strani povsod pojavljal. In glavni pozivni gumb je bila v tistem času, ko še park ni bil odprt, registracija. Se pravi, da so ljudje motivirali, da so se registrirali na strani že pred odprtjem parka, ker kaj jim je to omogočilo, da so enostavno preskočili vrsto, ko so prišli v park. Se pravi, oni so pričakovali, da bodo imeli zelo veliko navala 1. decembra oziroma na začetku decembra, ko se je park odprl, in da ljudje niso vse na licu mesta offline delali, ko so prišli, so želeli čim več ljudi motivirati, da se registrirajo že online. In povsod na spletni strani je bil ta pozivni gumb, mislim, da skoraj na vsaki podstrani, ko sem jo prelistavil, se je ta pozivni gumb pojavil, tako da je to bilo ful dobro. So pa tudi v povezavi s tem posneli, zdaj če malo preskakujem, posneli tudi video na Facebooku, tak zelo zanimiv, bova dala tudi en link do njega. da so in vse je bilo v to usmerjeno. Seveda zdaj ne, še vedno se da registrirati na strani, ampak
po drugi strani se pa da že opraviti nakup vstopnice. Tako da definitivno je to tudi priložnost. Zdaj, sam nisem opazil z vidika oglaševanja, koliko oglašujejo to neposreden nakup na spletni strani, ampak sigurno je to priložnost in pa dobra zadeva, tudi v prihodnje pa bomo o tem še govorila, če se ne motim, ampak še za druge, tisti hook, ko enkrat nekdo zapusti spletno stran, kamor delati. Govorimo o remarketingu, ampak bova verjetno do tega še Ja, prišla. ampak kaj bodo pa še delali v prihodnosti, verjetno zdaj še ni ta pravi trenutek. Itak jim je bila glavna motivacija oziroma glavni cilj, da park odprejo, ampak kolikor sem uspel zaslediti, bodo v prihodnosti tudi spletno trgovino odprli, kar se mi zdi itak ful dobra povezljivost med nekim offline dogajanjem oziroma samim parkom in da potem tudi uporabniki lahko kupijo na spletu kakšne njihove majčke, majčke, pa ne vem vse, kaj bodo imeli. Ne? Ok, the best. Spletno stran smo kar, se mi zdi, v redu pokrila, tako da najbolj, da gremo na družbena omrežja in začela bova pri kralju družbenih omrežij, pri Facebooku. A ne? Ja, jaz bi najprej sam še to rad povedal, da kako so se oni marketinga, tega digitalnega marketinga, itak v spredju so bila družbena omrežja, kako so se ga lotili, meni je bilo to fenomenalno. Zakaj? Ker še preden se je trampolin park odprl, oni so imeli, ne vem, na 1. december, rečva, celka 10.000 fanov ali pa nekaj čez 10.000 fanov na Facebooku. In ta pristop, kako so stopnjevali to intenziteto, da se park odpira, iz samega marketinškega pristopa se mi je zdel res super in tako bi se vsak mogel tega lotiti. In verjetno, če gremo zdaj park pogledati, seveda imeli so od trenutka, ko se je park odprl, tudi pokritost v medijih, zasledil sem, da je Planet TV delal prispevek, morda ga je še kdo ali pa ga bo v bližnji prihodnosti, ampak da so oni sami stopnjevali to intenziteto, to se mi je zdel super. Eno vprašanje zate, ponovadi te stvari zapomniš. A kaj veš, koliko prej so začeli z oglaševanjem, promocijo na družbenih omrežjih? Pred odprtjem. Ja, po mojem ne bi vedel, ampak lahko povem, da sem jih jaz zasledil, pa sem pol tudi prišel na idejo, zakaj jih pa ne bi vključili v eno izmed naših oddaj, pa po moje celka mesec pa pol pred odprtjem, se pravi, da sem jih zasledil nekje na sredini oktobra. In nasplošno se mi zdi to, kot si omenil, to zelo dobra strategija, da nekako zbujajo ta kako se temu reče, anticipacijo oziroma da ta nek buildajo, gradijo tak momentum in da nekako ustvarjajo celotno vzdušje okrog brenda že toliko prej in da so ljudje, jaz si predstavljam, da nekako jih ljudje že zdaj veliko bolj poznajo in da je tudi prvi dan, ko se je odprl, bilo že tam neki ljudi, ker če ne bi tega delalo vprašanje, če bi temu bilo to tako. Pa preden greva na Facebook, ti pol prepustim, bi to še rekel, da so iz tega marketinškega vidika ful naredili dobro zgodbo. Zakaj to pravim? Ker so se povezali z Dunkin' Devilsi. In Dunkin' Devilsi imajo zdaj tam novo dojmovanje. In zakaj je bilo to toliko fejst, ali pa je fejst iz marketinškega vidika? Dunkin' Devils se danes že skoraj vsak v Sloveniji pozna. Vejo, s čim se ukvarjajo, predvsem ta ciljna publika, kamor tudi oni grejo, ki so zelo aktivni, mlada ciljna publika in tako naprej. In to, kako so zapakirali po to zgodbo, tudi če vidimo, kdo nastopa preko teh digitalnih kanalov, so v bistvu Dunkin' Devilsi te, ki komunicirajo. In zdaj bo šla tudi v to, kako preko videa komunicirajo, ampak iz tega vidika zgodbe, to se mi je zdelo meni fantastično. To si zelo dobro izpostavil, raven to se mi zdi pri tej kombinaciji z Dunkin' Devilsi res pomembno, so dobili neko dodatno moč z vidika videomarketinga. Zato je, ker imajo Dunkin' Devilsi so res zelo dobri v tem, tudi njihova videoprodukcija kot taka je bila vedno zelo na visokem nivoju, sam spomnim se tistih videov na pečinah pa tako naprej v gorah in to je definitivno pomagali k njihovemu uspehu na družbenih omrežjih. Evo, zdaj pa res na Facebook, najce že omenil, da imajo približno 11.000 sledilcev trenutno. Veliko njihovega kontenta, vsebine, objav je povezanih, tako kot smo že ravnokar omenjala, z videomarketingom, nekaj je z njihovim lastnim, to, kar sami ustvarjajo z Dunkin' Devilsi, nekaj je tudi deljenja s podobnimi trampolin parki ali pa nekimi vragolijami, ki jih ljudje počnejo
skupaj s trampolini oziroma na trampolinih. Tako da tega je res ogromno. Zelo veliko je tega nekega spodbujanja interakcije, da čim več vključujejo ljudi, tudi način komunikacije je zelo tako oseben, blizu ljudem. Sproščen, točno to, res prilagojen ciljni skupini in to je nekaj najbolj, kar lahko znamka ali pa podjetje naredi. Če se navežem še na tisto, kar si ti prej povedal, glede videoprodukcije, oni, zato je tudi iz vidika zgodbe pa resursov, bilo tako fino, da so se povezali Dunkin Devils pa UP, ker video ustvarja produkcijska ekipa Dunkin Devilsov, kakor sem jaz uspel zaslediti. Pač to ni zdaj potrjena informacija, nimam nekih vezi, ampak kakor sem uspel zaslediti, to dela ekipa Dunkin Devilsov oziroma tisti fantje, ki za to skrbijo že pri Dunkin Devilsih, ker so pa tudi oni že navajeni nastopanja pred kamero, je pa zaradi tega, ker si omenil to komunikacijo, kako je pristna, kako je sproščena, to je ravno zaradi tega elementa, ker so nekako že navajeni tudi odprejo. 3 zadeve bi še pri Facebooku izpostavil. Zelo dobro je bilo to dokumentiranje dogajanja, ko so gradili center od samega začetka do konca in to gre vse nekako podpirati tisto, kar sva prej govorila o tem buildanju nekega vzdušja, preden se dejansko center odpre. Druga stvar, kar je bila zelo zanimiva, uporaba live videa. So live video uporabljali takrat, ko je bil še v gradnji, zato da so malo pokazali noter in tako naprej in nasploh vzpostavili večjo povezavo s publiko. In pa še zadnja zadeva, ki jo sicer mogoče sva midva tudi kdaj v teh naših videih rekla, da ni najboljše, da se konstantno poslužujete nagradnih iger, ampak oni so zelo dobro to nagradno igro vpeljali pred odprtje v celotno to komunikacijo na začetku in s tem seveda tudi pridobili določene nove sledilce na začetku, razširili nekako glas in izkoristili ta efekt družbenih omrežij, ko se zadeve pač delijo. Ne bom rekel ravno viralno, ampak ja, rečemo, da viralno. No. Mislim, da je imela nagradna igra 2 elementa. Eno je, da si pač lajkal ti stran na Facebooku, drugi element pa je bil, da si se registriral na njihovi spletni strani. Se pravi, spet ponovno ta pozivni gumb so ful v ospredje potiskali. Tako da iz vidika registracije in iz vidika buildanja lajkov so dobivali na strani. Ok, gremo naprej na Instagram. Instagramu imajo nekje 2500 sledilcev, kar se mogoče sliši komu tudi malo, ampak seveda ne pozabimo, da je to center, ki je bil odprt dobrih 14 dni nazaj oziroma 10 dni nazaj. Tako da je to kljub vsemu za slovenske razmere zavidljiva številka za začetek. Uporabljajo podobno komunikacijo kot na Facebooku, se pravi dokumentirajo celotno dogajanje in tako dalje. Je pa par zadev, ki je unikatnih za Instagram. Ja, jaz bi še predtem rekel, mogoče malo manj uporabljajo samega videa, kar bi midva sigurno, ker deluje po podobnih principih kot sam Facebook, bi želela več videti, se pravi še več video vsebin, ker na Facebooku misliva, da jim je to zelo dobro uspelo. Potem ena zadeva, ki smo jo zasledila v primerjavi s Facebookom je, da so veliko bolj podrobno odštevali, se pravi, veliko bolj taktni so bili glede tega, ker na Facebooku sem zasledil enkrat, dvakrat so objavili, koliko je še dni do odprtja, na Instagramu so pa konstantno to delali. Mogoče, kar ravno to omenjaš, priporočilo video vsebine. Na Instagramu pred kratkim sem zasledil eno raziskavo, pa če se bom spomnil, bomo dali en link, se pravi, kje točno sem jo videl, kjer so ugotovili, da video vsebine ne bi dosegali toliko dobrega uspeha na Instagramu kot na Facebooku, ampak z nekim popravkom in pa poudarkom, kar je tudi Agora Pulse ugotovila pred kratkim, je, da sigurno v prihodnosti, pa predvsem v letu 2018, bo tudi video na Instagramu precej rastel. Zakaj do zdaj mogoče ni bilo toliko še ta pravega engagementa ali pa ta pravega uspeha kot na Facebooku, je zato, ker se tudi ljudje nekako še niso povsem ga izkoristili v vse, kar ponuja video na Instagramu. To mi je bilo zdaj ful všeč, ko si ta insight, pač leto 2018
prihaja in si ta še insight vključil v tole najino analizo. Okay. Naslednja taka zadeva, ki mogoče jo zdaj, odkar se je park odprl, ker mi dva sva analizo delala še pred odprtjem tega parka, da se je mogoče zdaj spremenila, ampak takrat niso bili toliko na storijih prisotnih, se pravi Instagram storijih. In to je sigurno en tak element, ki ga ljudje, velikokrat sva že govorila, ki mu ljudje veliko pozornosti posvečajo, tako da mogoče bi tudi to lahko bolj izkoristila. Ok, YouTube, tretji kanal. Na YouTubu imajo relativno malo sledilcev, to je cca 240, po drugi strani pa videi imajo precej večje število ogledov. Mislim, da sem zasledil 1000, 2000 in tako dalje, mogoče tudi kak več. Kar pomeni, da dve zadevi, ali jih delijo tudi kje druge, pa da sam tega nisem opazil, ali pa da enostavno jih tudi kaj oglašujejo na YouTubu, kar pomeni, da vsem dosegajo svojo ciljno skupino ali pa željeno ciljno skupino. Je pa sigurno nekaj, kar bi morali več delati v prihodnje, je verjetno pridobivanje sledilcev na YouTubu. YouTube, za razliko od Facebooka, Instagrama in drugih družbenih omrežij, kamor tudi lahko uploadamo videe, je to, da so video vsebine dlje časa, daljšo življenjsko dobo imajo. Se pravi, ljudje, ko iščejo po YouTubu, je večja verjetnost, da se jim tudi kak star video pojavi. In zato je sigurno smiselno, da dajo, glede na to, da imajo toliko veliko video vsebine, tudi še več poudarka na YouTube. Potem, kaj so še pogledala, je, da sva vtipkala WUP Ljubljana oziroma WUP v Google. In kaj je vam padlo, boste lahko videli na tej slikci. Se pravi, na začetku se je lepo pojavil njihov glas, se pravi, so uporabljali Google AdWords-e. Predvsem mi je bilo pa kul, oziroma mi je bila kul ta desna stran, ker kot lahko na slikci vidite, je ful lično oblikovan, oziroma so tudi to zadevo optimizirali. In vsak, ki vpiše WUP Ljubljana ali pa WUP Trampolin Park, dobi tako hitro podobo, lahko klikne na lokacijo, lahko klikne na slike, si to pogleda. Tako da res, ko govorimo o tej celotnem digitalnem pristopu, pač res so šli v pravo smer. Verjetno jim je tudi kakšna agencija pri tem pomagala, ali so pa Dunkin' Devilsi že toliko izkušeni in točno vejo, tista ekipa, ki skrbi tudi za prisotnost Dunkin' Devilsov, da je to znala vrhunsko izpeljati. Ok, za konec imamo še nekaj predlogov za izboljšavo. Nekaj sem že na začetku omenil, to je remarketing, sam ga nisem zasledil, kar pomeni, da ko sem obiskal spletno stran in šel brskati drugod po spletu, nisem videl nekih oglasov, ki bi me vabili nazaj na spletno stran. In to je vsekakor priložnost, predvsem zato, ker lahko na spletni strani naredim prijavo, registracijo oziroma kupim vstopnico. In nekako bi bilo smiselno izoblikovati nek oglaševalski lijak, da bi van vključili tudi ta remarketing element. Ja, mogoče, to je lahko hipoteza, da so se zavestno odločili, ok, remarketinga pa v tem trenutku ne bomo delali, pa ko se odpre Trampolin Park 1. decembra, takrat pa začnemo to delati. Zdaj, bova videla, ali so začeli, ali so to že vklopili, ampak lahko bi že ta moment izkoristili, predvsem iz tega ključnega CTA-ja, ki smo ga toliko omenjala danes, da se ljudje registrirajo na strani, ampak zdaj, ko se je pa park odprl, bi bilo pa to ključno, ker res lahko spodbujajo nakup vstopnice, ljudem dajo vedeti, ok, zdaj smo pa to odprli, pridite na našo, tisto besedo sem preiskal, vodeno vadbo. Tako da, ja, to je neka zadeva, ki jo lahko, mislim, jo skoraj morajo vključiti, ker jim bo prinesla še veliko več prometa na njihovo spletno stran, pa hkrati obiska v njihov trampolin center. Ok, to je, smo imeli še kak predlog, razen tisto, kar sva vmes omenjala, tako da to je to z vidika analize WUP-a, Trampolin Parka. Mislim, da so oni zelo dober primer, ki se pravi uporabe digitalnega marketinga v Sloveniji
zelo dobro poznajo svojo ciljno skupino, oziroma to predvidevam preko njihovih digitalno-marketinških aktivnosti. In če imaš mogoče podoben primer, ali pa želiš, imaš podobno ciljno skupino, ali pa kakorkoli želiš uporabljati digitalni marketing v svoji promociji, je to en tak lep case primer, iz katerega se lahko marsikaj naučiš. Tako je. Ne? Zdaj v naslednji oddaji bova pa pokrila eno tematiko, ki prihaja iz notranjosti podjetja, in sicer kaj se nahaja na naši knjižni polici. Se pravi, malo bova predstavila knjige, ki smo jih mi prebrali, tako da sigurno bo zanimiv in spremljaj najo. Hvala in se vidimo. Why be music?